vajin inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni ponovno v Fine podcastu. Z mano je danes, po mnenju mnogih, najboljša stand-up komičarka v Sloveniji. Martina Ipša, zdravo. Zdravo, pohvala ti to po mnenju mnogih. Ne vem, koga si vprašala, ampak dobro. Ja, no, glej, mnenje mnogih se ustvari skozi čas. Ti si že zelo dolgo v bistvu na sceni, celo si na nek način pionirka stand-up komedije. To je zdaj tak. Pa vendar nekako, kje se ti vidiš v bistvu na tej sceni? Ki se vidim na začetku, mogoče. Ne vem, to je težko povedati. Jaz že dolgo sem tukaj, preživela sem vsa ta leta, kar je dobro. Ljudje še vedno hodijo na moje nastope, torej ne grem še čisto na živce, kar je tudi super. Kje sem, ne vem, jaz je težko, to ni merljivo, se mi zdi. Aha. Mislim, da imam še zelo dosti za narediti, še zelo dosti za povedati. Tako da, nek način sem na začetku, ampak že nekaj kilometrine za sabo pa vseeno imam. Tako da v bistvu to je kot neki krog, ampak ta krog se dviguje kot... Spirala lahko rečemo. To sem imela zdaj v mislih, prav spiralo, ampak si jo predstavljam na zgor, ne na vzdolj. Bolj tornado. Bomo videli. Upam, da bo leto šlo dobro, da ne bo zdaj ono, tako zdaj pa gre samo še na vzdolj. Ja, tudi jaz to upam. Čeprav verjamem, da bi težko šlo pri tebi dol, ker se mi zdiš vedno, ko na odru stojiš ali pa kjerkoli te vidim, si tak res v zagonu. Vedno, mislim, res se ne vidi, da bi imela kdaj kaki, verjetno imaš kaki slabši dan tudi pa to, ampak... Ja, profesionalka. Absolutno imam slabše dneve. Ampak ja, to res rada počnem. Res rada delam, res sem rada na odru, res rada publiki da maksimalno od sebe. In mislim, da je to bolj poznano. In kdaj si v bistvu to odkrila, kdaj je bil tvoj momentum v življenju, ko si odkrila, evo, to hočem, na odru stati in ljudi že zelo zgodaj nasmejavati. Ja, to. Nekaj tu vmes, nas me nekaj. Zelo zgodaj. V bistvu, veliko krat pravijo za stand-up komike, oziroma za ljudi, ki imajo humor, da je neke vrste obrambni mehanizem. In verjamem, da pri meni ni bilo nič drugače. In kot otroci se ponovadi hočemo na nek način dokazovati, vse jaz tako verjamem. In eni se to, veš, akademsko dokazujejo, eni športno. Za mene pa je zmeraj to bilo na nek način zabavanje ljudi. Ali to bilo čez gledališče, pol sem nekaj časa pisala poezijo, pa sem imela literarne večere, vedno je to bilo nekaj pred občinstvom. In izgleda, da potrebujem to potrditev, kar so vredno kakšne globlje travme, katerih se še nisem niti prav dotaknila. Ampak ja, vedela sem vedno, da bo nek oder, da bo nekaj z odrom, ali bo to gledališče, ali bo kaj drugega. In pol sem pa šla na delavnice stand-up komedije, že milijon let nazaj. In ko sem končala delavnice, sem rekla, ok, to je to, kar hočem početi. In so ljudje rekli, ja, dobro, Martina, ampak tega pri nas ni. Smo rekli, dobro, zdaj pa bo. Aha, ok. In smo tako šli naprej. Torej, če ni, ustvariš. Ja, seveda. Okolje. Ja, to je super v bistvu. Kak si pa, recimo ti je bil kdaj pri tebi ta pomislek, sploh glede na to, da so ti ljudje rekli, tega še ni, si vedno imela to samo, da veš, zdaj pa bo in ti je pač šlo, ali so bili ti vzponi in paci in borba v sebi, da delaš nekaj, česar ni in moraš se res boriti in kaj, če ne bo uspelo? Kak je bilo to pri tebi? Nisem imela časa za to. Aha. Kot da bi bil en globji poriv, ne znam razložiti, ampak cel moj karakter je z glavo čez zid. Nikoli nisem šla po lažji poti. Da se razumemo, včasih bi bilo dobro, da bi šla, ker ni zdaj bilo tako, da bi nujno, ni vse borba, pa ni vsak mlin moj, ki ga moram napasti, ampak ja, meni se je zdelo očitno, da morem. Veš, od mladosti naprej, ne. In to mi je bila na teh zadev, jaz sem vedela, da to hočem početi in bom naredila vse, da se to zgodi. In potem ni časa za dvom, ker toliko delaš cel čas, da sploh ne dvomiš, pol se pa začnejo stvari dogajati in dejansko nikoli nisem imela tega občutka, sem zdaj sedla pa mi rekla, no, zdaj smo pa to naredili, to je to, hvala lepa. Ja, vedno najdeš novi drive v sebi. Ja, vedno je nekaj drugega, ker na koncu je tisto, da rada stojim na odru, je še vedno tisto glavno, no. In potem te nikoli ne mine ta zagon, no. No, mogoče, če se malo poglobiva ali pa greva res v te tvoje začetke, ker to pač po mojem ljudi, ki si ne upajo narediti koraka, vejo, kaj bi radi delali, ampak v bistvu jih nekaj blokira, ponavadi ta misel, saj jaz pa nisem Martina Ipša, ne, meni pa ne bo kar tako ratalo, ne. Kaki so bili ti tvoji začetki, ne? Ok, prepričana si bila, dobro, zdaj pa bo in si se zagnala z glavo skozi zid in... Kaj so bile tiste prve? Si organizirala predstave ali si se ponudila kje kot stand-up komičarka? Kak si začela? Kaj je bilo na začetku, smo delali kot ekipa ljudi, ki je končala. In ni se samo tukaj dogajal stand-up, tudi v Ljubljani se je nekaj premikalo, na Primorskem se je premikalo, tudi na večjih lokacijah.
okrog po Sloveniji. Vsi smo začenjali več ali manj isto. Kar pomeni, da delaš bolj v takih underground klubih, recimo na Metelkovi v Ljubljani, pa pobiraš stopnino, pa upaš, da kdo pride. Pol pa je začela se to kot neki underground v bistvu dogajanje in so ljudje čili, aha, to je nekaj novega, pri nas gremo. In so zagrabili. Ja, ampak to se je dogajalo vse zelo počasi. Ja, Meni je zelo zanimivo, ko to, veš, ko se te, še posebej v Mariboru imamo to jaza, pa je ratalo, ne. Začetki se redko kdaj vidijo. Ampak kaj je to pomenilo za mene in za večino komikov? Nismo mi od tega živeli, mi smo živeli od nečesa drugega, to smo pa delali za tega, da smo lahko preživeli, ne znam razložiti. Ker ti v bistvu delaš druge stvari, da lahko financiraš svojo odvisnost od odra. Kar je na začetku pomenilo vse za mene. Prišlo do enega tega zanimive stvari, da premalo smo dobivali za nastope, da bi lahko od tega sploh živeli ali pa funkcionirali, so pa nas ljudje že malo poznali. In potem je bilo dobro, kako službe si jaz lahko najdem, ker mogoče zdaj, veš, če vas dočakam nekje na blagajni, me ne boste jemali resno, ne? Kot stand-up komičarko. To je res prav izziv v bistvu, ne? Ker si že skoraj tam, da ti zalaufa in ne smeš spustiti intenzitete tega. Rabiš pa denar, ker v tem času sem dobivala manj denarja, kot sem dobila manj za nastop, kot sem porabila, da pridem na nastop. Prav, ko sem si začunala potne stroške, ne da bože sem spila pol še pivo, pojedla 7 sem bila v minusu, in se nikakor ni šlo. Tada sem imela različne službe od tega, da sem pobirala grozdje v Avstriji in sovražim pobiranje grozdja. Ampak to se je splačalo, ne? Ja, 5 evrov sem dobila na uro, dobro je bilo. To je bilo dobro. Delala sem 12 ur na dan v dežju, super je bilo, res čudovit čas. Jaz sem dobila plučnico, ampak kdo šteje, ne? Jaz sem v bistvu delala vse drugo, da sem si lahko financirala to, da sem na odru. In to so v bistvu tisti začetki, ki se ne vidijo. Ponovadi mi ljudje smo naravnani, da nekoga vidimo, ki je nekje in smo, glej, kako mu je ratalo. Ali pa, kako srečo ima ta. Glej, kako srečo ima. Pa se to ti pravim glih, ne, ljudje pač mislijo, njim pa ne bo, pač niso rojeni pod srečno zvezdo, njim se ne bojo vrata odprla, ampak dejansko do uspeha je res, mislim, redko kdo pride iz danes na jutri. Jaz v bistvu sploh ne verjamem v to, da je kdorkoli prišel do uspeha zares, brez nekega. Ja, mislim, da premalo to, ponavadi pa mislim, zihar ima veze. Ja. In se pol zmišljujejo povezave in lobije in ne vem, karkoli. Moji starši so čudoviti, ampak naš priimek Ipša ne pomeni nič v Sloveniji. Ni doben rekel, ja, te Ipše, stara ta slovenska rodbina, ne. Spomnimo se Ipše od 800 let nazaj, zelo težko. Tako da ni, vrata smo si odpirali sami. Vrata so ostala odprta zdaj, ker so me ljudje spoznali tako kot sem, ker sem si nekako uspela ustvariti neko zaupanje pri njih. Tako da ja, mislim, absolutno na poti sem imela fenomenalne ljudi, ki so mi pomagali na določenih stopnjah moje kariere in brez katerih ne bi mogla. In ljudi, ki so prihajali pred mano in so mogoče kako pot naredili lažje, ampak ja, vse smo si mogli narediti sami in na to sem pa ponosna. No, ampak če se spomniš, mogoče kako dolgo je to pri tebi trajalo, se pravi, da je tisti break-even prišel, se pravi, da si mogla si služiti denar, da si sploh lahko financirala svoj life in še svojo strast in potem je enkrat moglo priti tisto, da pa si lahko pa samo pač vse ostalo spustila in končno bila ti. To se je zgodilo včeraj. Je bilo poseben trenutek. Res ne vem, kdaj je bilo to. Ker sploh nisem merila na ta način, ker še, mislim, da je meni bilo tako, tudi vse, ki sem delala jaz zraven, se je meni zdelo, da pač del tega. Da je v bistvu del tega projekta tvojega. Ja, da ne morem razložiti, ampak vse okrog je bilo za to, da se to zgodi. Meni to bilo vse eno. Jaz ne spomnim se, da bi imela trenutek ali pa da bi si zdaj honorar ta pribila na steno, ker sem tako ne bi mogla privoščiti, da ga pribijem na steno, ker sem ga rabila. Ja, ne vem, kdaj je točno, ampak zdaj je definitivno že kar nekaj let, ko živim pa izključno od tega. Je stand-up komedija za tebe tudi eno orodje, kako predati neka pomembna sporočila? Mislim, imaš ti tudi kako globje poslanstvo tu zadaj, razen pač, da delaš to, kar te veseli, torej za svojo dušo in istočasno nasmeješ ljudi? Ja, jaz mislim, da stand-up komedija absolutno ima to možnost in je škoda ne izkoristiti. Jaz sem se že zelo zgodaj naučila, da ljudje, ko se smijo, so veliko bolj odprti. Kar pomeni, da lažje sprejemamo informacije, ko smo odprti. Jaz verjamem, da mi informacije več ne slišimo, ne pridejo nam več do živega. Tornado se zgodi v Ameriki, umre 500,000 ljudi, nam ta številka ne pomeni absolutno nič, ker se nas osebno ni dotaknilo. To so vse statistike. Toliko lačnih otrok, toliko starostnikov pri nas nima oskrbe in ne morejo jesti, se to nam gre. In je taka plastična informacija, ne? Sploh ne vemo, kaj z njo početi. To pa je logično, zato ker smo bombardirani s toliko informacijami na sekundo, kako odpreš karkoli.
na internetu, je toliko negativnih informacij, da ti več nič ne pride do živega. Jaz mislim, da je angleško bilo sensory overload. Veš, kaj mislim, to je ne dojameš več. Ja. In si zaprt, ker te je strah, ker informacijo boš še slišal, ker potem že imaš občutek, da nima smisla živeti, če še slišiš nekaj drugega. To pa ti da stand-up komedija. Humor, ti pa naredi to, ti prideš, se sprostiš, smejiš in se odpreš. V bistvu se tudi ustaviš malo, ne? Ja, malo si v trenutku si, kar je zelo pomembno, ker si ti želiš imeti fajn. Z tem, ko se odpreš, prihaja do tebe informacije in ti, ko si na odru, lahko podaš določene informacije. In seveda to še vedno mora biti smešno, zato so ljudje prišli. Če nekdo pride samo zato, da se ima fajn, tvoja naloga je, da se on mora imeti samo fajn in tvoja naloga, da zdaj na silo izobražuješ ljudi, ker si najpametnejši na svetu. Ampak meni se zdi pomembno, da govorimo o stvari, ki so meni pomembne, ki jih je treba izpostaviti. In danes, ko sem imela kakšne odzive 5, 6, 7 dni po nastopu, ko sem rekla, veš kaj, sem pa malo razmišljala o tem, kaj si rekla. Ja, in verjetno se dogaja kakšna sprememba. Dobila sem kakšne komentarje na to in pravijo, da se, tako da meni je fajn, da imam to možnost, no. In potem pač rada to počnem. Sigurno, mislim, meni se zdi, da s tem na nek način bi lahko rekli, da tudi pomagaš drugim, čeprav ne direktno, ne, da bi ti zdaj rekla, pomagala bom drugim, ampak ravno ti feedbacki ti dajo to potrditev, da v bistvu je tvoje delo več kot pa samo nastopanje, ampak je v bistvu ima to neko dodano vrednost še in to nas polni na nek način. Ne. Jaz mislim, da je to, da znamo nasmejati ljudi, da je zelo pomembno. Jaz sem imela recimo zelo velik problem za tem, da zelo dolgo nekateri so, ki gledam na internetu, vsaki pozitivni feedback, ki ga dobijo, naredijo screenshot in objavijo. Pa na Instagramu, pa na Facebooku in se hvalijo s tem. Glej, kako so me lepo napisali. Jaz se ne spomnim, da bi to naredila kadarkoli, ker iz nekega razloga se meni to zdelo intimno. Da meni nekdo govori, da mu je nekaj mojega fajn. Nisem mi zdelo, da je moja pravica, da to objavim. Jaz sem recimo komaj leto dni nazaj rekla, da se mi zgodilo 6-7 let nazaj. Nekaj takega mi je ena gospa, takrat smo imeli eno oddajo na Mariborski televiziji, za stand-upom in mi je gospa pisala in je rekla, da je ravno bila takrat, da je prebolevala raka in da so oddaje, v kateri sem jaz bila, so zelo pomagale, ker se je smejala in je malo pozabila in da bi se jim rada samo zahvalila. Jaz sem jo potem videla na enem dogodku, ne vem koliko let pozneje, in smo se pogovarjali o tem in sem se njej zahvalila, da mi je to pisala. Ampak jaz sem to prvič povedala, mislim, da lani, od tega pa že 7, 8, 9 let, ker se mi je zdelo to nekaj toliko intimnega, toliko, da ne razumem, zakaj bi to mogla deliti. In mogoče je to moja napaka in mogoče bi morala bolj povedati dobre stvari, ki se dogajajo in predstave za te, ker je toliko negativnega, ampak meni se nekako zdelo to bolj, da je to med nama. Ja, razumem, ja. Pač res osebno vzameš potem ta connection z gledalcem oziroma... Absolutno, ne, in se mi ne zdi to kot nekaj, kakoli se smešno sliši, a mogoče s tem škodim svoji karieri. Zagotovo ja, zato ker ljudje pač radi sledimo tisto, kar drugi sledijo. In če bi jaz postala vsak dan, tam je napisal, da je super, bi drugi bi mogoče, pol je super. Ampak ne vem, nekako se mi je zdelo, no. Da. Ja, ampak ko tako to poveš, se meni zdi, da v bistvu dost srčno gledaš na stvari, ki jih delaš, ne, pač res z vsem srcem. Ja, jaz sem absolutno za srcem za tem, ker včasih glede na to, da tudi to posel ni najboljša stvar na svetu, ne. Če hočeš od tega potem še živeti, ne. Ja, no, to mogoče se še malo tega dotakneva, ker vseeno pač se mi zdi vsaki posel v umetnosti danes ali pa v nekem takem je kar izzivno, pač ni to neki zdaj, ne, inovativni ali kak že pravijo, ne. Marketinški posel in kak verjameš pač v to naprej še? Kaj je tisto, da tebe res drži v tem? Mislim, ker zdaj si že potrdila, ok, jaz lahko to delam, od tega se da živeti. Boš delala zdaj to do konca življenja, se ti zdi, da... Ja, jaz mislim, da jaz to rabim. To je po moje za mene neka vrsta terapije. Mislim, da je to, več komikov že to reklo, verjetno tudi tuji, da je to kot brezplačna terapija, še boljša terapija, za katero tebe drugi plačajo, ne? Ti greš povedati svoje frustracije, ljudje, pa tu imaš denar, fajn si rekla, ne? Tako da v bistvu ti res dosti da, tudi če recimo ni toliko zdaj denarja noter, ne? Ker pač, jaz ne vem, sama sem se srečala z neko točko v življenju, ko sem pač materializem spustila, ne? In sem tudi začela gledati na to, da mi več pomeni to, kar jaz rada delam, kot pa da bi ful veliki denar s tem zaslužila, ne? Si ti tudi imela to točko, si vedno bila tak, da je v bistvu bolj pomembno, da delaš to, kaj te veseli, kot pa služiš veliki denar? Jaz sem ena od tistih, ki verjamem, da se da oboje. Jaz verjamem, da če počneš nekaj z vsem srcem, si 100% not in daš vse za to, da potem denar tudi pride. Jaz mislim, da oboje ni izključujoče. Jaz mislim, da je velik problem pri nas in velika nevarnost, da mislimo, če se nekdo ukvarja z neko umetnostjo, te pa mora malo trpeti. Ker naši so umirali v cukrarni in zakaj se je to nehalo? Umri, bodi suha.
nehaj doživljati, veš kaj mislim, zakaj ti gre dobro, ne kupovati avta, ampak rabim avto za nastop, samo ne. Pri nas moraš malo, kak ne trpiš, ipša dovolj. Ja. Veš kaj mislim, da imamo malo tega. Tako da pa še to zraven tudi kometnikom, ne, pač mora trpeti, da nekaj ustvari. Jaz sem pa tak, se fajn se trpimo drugače, ne, ampak jaz bi še eno več rada živela. Ker mislim, da si vsi želimo. Tako. Sej, v bistvu, najboljše je, če lahko povežeš to, da delaš to, kar te veseli in te to polni in te ne črpa in potem si isto tudi v privatnem življenju čist sproščen, napolnjen in lažje se soočaš z izzivi. Ja, absolutno je to, ker treba je vedeti, tako sem rekla, ko delaš nekaj res, kaj ti je res fajn, zakaj denar pride za te, ker si pripravljen za to delati več kot vse drugo na svetu. Ko sem morala kakšen scenarij oddati, ki je imel res strogi rok, en scenarij sem prevajala iz slovenščine v angleščino 48 ur, brez da sem skoraj šla spat, ker sem morala dati do določenega roka. Ampak ti je bilo fajn. Ja, če pa delaš neki duhomorni službi, kjer ti reče, daš pa 48 ur buden, umreš. Veš, to je ta fora in zato mislim, si pripravljen delati toliko več za nekaj, kaj imaš rad. Tako. Čeprav navzven pa potem, ko ljudje gledajo takšne ljudi, v bistvu nimajo občutka, da ful delate, ne? Ja. V bistvu delate dosti več, ali pa delamo dosti več kot drugi, ampak navzven pa zgleda, da z lahkoto, ravno zato, ker delamo to, kar nas veseli. Ne? To je ena stvar, recimo isto kot pri stand-up komiku, ko ga gledaš na odru. Če stvar zgleda preprosto in če si publika misli, to bi jaz lahko tudi, to pomeni, da je komik dober. To pomeni, da je zelo dober v tem, kaj počne. Tudi športnike, ko jih gledamo igrati, ko gre, ne vem, zdaj Dončić, recimo izredno popularen zdaj pri nas. Ko ti njega gledaš na košarkaškem igrišču, sicer z lahkoto, gleda, kak je not prišel, gleda 2 koraka, pa je not pri košu, kaj pa to je. Vidiš, to se nam zdi, za njega tudi gleda kot srečo, razumeš, pri NBA je pri tolikih letih. To se zgleda preprosto. Takoj, ko pa ti vidiš isto pri stand-up komediji, ko pa ti vidiš komika, ki se malo muči, pa ti je malo neprijetno. Pa si tako malo, mogoče pa to ni za mene, ker njemu tudi ni fajn. Saj takoj vidiš neko izpostavljenost, ki se ne bi smela videti. Ne? Takoj imaš neprijeten občutek, nekaj ti ne ustreza in to je pri vsem tem delu. Ampak, glej, naravnani smo tako, da vedno mislimo, da mi delamo več kot drugi. Tako da pač to ne smemo jemati osebno, ne. Nikakor pa ne trdim, da je moje delo težje od bilo koga, ki dela kjerkoli drugje, ali to v trgovini, ali v skladišču, ali rudari, nisem jaz, da samo stand-up komedija, to pa je res težko delo. Ne pa oni rudari, ko nič ne delajo. Čeprav ne vem, nekdo mi je rekel, da pač, čeprav mislim, da to tudi za glasbene, dobre komade in to, da vseeno pač najboljši stand-up komiki so tisti, ki imajo res težko življenjsko zgodbo in v bistvu iz tega naredijo nekaj smešnega in potem, kot da to doda neko dodatno energijo v bistvu na odru. No, ne vem. Verjetno, vse smo vsi za malo zafrustrirani. Nisem še spoznala normalnega stand-up komika. Vidiš. To je res. To je nekaj vrste predpogoj oziroma sestavina za... Ne, ampak moramo razumeti, kaj stand-up komedija je. Če čisto na osnovo dol damo. In to, kaj jaz verjamem, da stand-up komedija bi morala biti, da govoriš resnico na odru. Tako jo jaz vidim. Jaz nikoli ne začnem teme za tem, kaj jaz mislim, da bo občinstvo smešno, kar avtomatsko ni. Ampak pač dejansko, kaj hočem povedati. Torej, če pogledamo, stand-up komedija je izredno nenaravna. Ti se postaviš na neko povišeno točko, kjer si osvetljen z najmočnejšo lučjo v dvorani in ti rečeš pred ljudmi, ki jih ne poznaš, veste kaj, zdaj pa jaz povedal najbolj intimne in najbolj boleče stvari iz mojega življenja in na to pričakujem, da se boste vi smejali. To ni naravno. V bistvu res ne. To ni normalno. Ti se razgališ pred množico neznanih ljudi, ki so še plačali za to in so avtomatsko s tem dobili pravico, da komentirajo in kritizirajo to, kaj ti počneš. Mi se postavljamo v izredno neprijetno situacijo vsak večer, ko nastopamo. In to delamo prostovoljno. To pomeni, da z nami je nekaj hudo narobe. Mislim, na osnovi tega večina ljudi se hoče v množico nekako, mi smo pa tak, množica je fajna, ampak gledaj, kaj imam jaz zapovedati. Ja, se imaš prav, ne, ampak po drugi strani pa ravno to da težo temu stand-up komediji, da tako rečem, na temu žanru, ne, temu poslu, da to nek svoj čar, ne. Mislim, to je tisto, ko si rekla, da ni lahko v resnici, ne, zgleda zelo enostavno, ampak v bistvu je kar soočenje, ne. Ja, prvo s sabo, ker je pa ena stvar, ki se moramo se zavedati. Če ti nisi okej za stvarjo, ki govoriš na odru ne bo izpadlo v redu. In to se včasih zgodi. Ko gledaš koga na odru, ko govori svojo intimno zgodbo, ki je boleča sicer, je zelo smešno narejeno kot nek joke, ampak občinstvo pa je neprijetno.
Nekaj ni, to pa zaradi tega, ker ta oseba mogoče tega dejansko ni še Premagala, procesirala, ampak to dela zdaj. In se ni čuti okej. v bistvu energija potem v prostoru. Ne? Izredno napeta energija Ampak se čuti. vidiš, zato zdaj si mi dala misli, dejansko zato je tudi stand-up komedija terapija za občinstvo. Absolutno. Ne? Ker če ti to predelaš in predstaviš v bistvu problematično situacijo ali pa neko travmo skozi humor in oni začutijo, da si ti to predelo, dobijo inspiracijo v bistvu, da lahko oni tudi, ker v marsičem se itak ljudje ful najdejo tudi. Ne? Ja, zaradi tega, ker smeh pride iz prepoznavanja. Nasmejimo se temu, kaj prepoznamo. Torej, če hočeš videti, kaj so ljudje v občinstvu predelali, pogled, čemu se smejo. Zato je meni zelo zanimivo ne ocenjevati mogoče ljudi, ker tu gre da beseda ocenjevanja, ampak zelo hitro ugotoviš, kdo so ljudje, glede na to, kaj jim je smešno. In čemu se smejo. To je izredno zanimivo. Ker, tako kot se rekel, to so teorije humorja. Eno je to, druga je hitra sprememba smeri, temu se ljudje ne smejimo, ker to naši primitivni možgani nam je ful smešno, ko nekdo pade. Zdaj, ker nekaj ravno pol pa več ni in mi smo, kaj si ti, no, več kot to pa ni, ne. Ti opiči možgani, kao, ta se je spotaknil, smešno je za popizditi, ne. Tako da ja, drugo pa je definitivno to, smejimo se temu, kaj prepoznamo in medtem, ko ti govoriš o neki temi, kaj ljudje, čeprav govorimo, da vse povemo svojim prijateljem, ne povemo vsega, imaš v sebi not, ti nekoga vidiš, ki je preživel isto, doživel isto, razume in čuti, potem to komentira na svoj način, se ti počutiš boljše, ker se ne počutiš več, kot da si en, izoliran, edini, sam. Ampak da še drugi imajo to in ko se zraven njega nasmeji še toliko ljudi vidiš, ker potem smo ne, vsi smo uničeni, v redu je. Ne, z vsemi je nekaj narobe. Tisto gledanje od zunaj, ko gledaš svojo družino disfunkcionalno, pogledaš druge, pa si pri njih samo na kaj pa rečeš, njim pa je super. Kako se pa zaprejo vrata, pa ista disfunkcionalnost. Ja, točno ta efekt. Super, Martina, mislim, da smo prav fajn spoznanje zdaj za konec naredile skozi ta pogovor in spoznale in mislim, da je to super za zaključek našega fajna. Hvala, da si bila z mano. Z veseljem, hvala za Hvala, vabilo. da ste bili vi z mano in ostanite fajn, inspirirani in dobre volje. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.